Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dober večer in dobrodošli. V naši sredi posebej pozdravljam predstavnico območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Murska Sobota, Natašo Brulc-Šiftar, ki po pooblastilu župana Damjana Anželja nocoj zastopa mestno občino Murska Sobota. Vse povabljene goste in ne nazadnje vse, ki ste se danes odločili prisluhniti harmonikarskim orkestrom iz Avstrije, Srbije in Slovenije. Nocoj bo kraljevala glasba, ki daje dušo vesolju, krila umu in polet domišljiji. V 20 letih, odkar v Murski Soboti deluje Društvo harmonikarjev, smo imeli priložnost harmoniko spoznati kot instrument, s katerim je mogoče izvajati še kaj več kot le ljudsko in zabavno glasbo. In tudi ta večer bo tako. Najprej bomo prisluhnili prvim gostom, harmonikarskemu orkestru iz avstrijskega Leibnica pod umetniškim vodstvom Žana Trobasa.
Dober večer tudi v mojem imenu in v imenu vseh članov našega društva. Kaj reči ob jubileju? Težko je najti primerne besede, ampak vseeno mogoče en oris dogajanja. Po končanem študiju sem se zaposlil tukaj v Murski Soboti in opazil, da po zaključenem izobraževanju učenci, razen tistih nekaj posameznikov, ki so se vključili v folklorne skupine ali pa narodno-zabavne ansamble, niso imeli kam z svojim znanjem, ki so ga pridobili v glasbeni šoli. Že med poukom smo delali druge glasbene zvrsti, torej že sam pouk je bil nastavljen tako, da harmoniko predstavimo kot inštrument, s katerim je dejansko možno izvajati še kaj več kot Sotiš, Šamarjanko in na Golici, če se tako izrazim. In tako smo potem z 10 učenci, ki so zaključili šolanje na soboški glasbeni šoli takrat, ustanovili majhno skupinico, začeli nastopati po lokalnih prireditvah, sporedno pa smo ustanovili še trio Slo A3, to pa je bil klasični trio, v katerem sta poleg mene igrala še Dejan Prasl in Borut Mori. S tem triom smo pa izvajali klasično glasbo, torej spet nekaj drugega, kot je bilo znano. In tako je v bistvu 20 let, oziroma trio je deloval 10 let, šla ta pot, da smo dejansko se trudili nekako ta inštrument predstaviti v nekoliko drugi luči. Obe zasedbi sta bili deležni pozornosti, nagrad na različnih tekmovanjih. Trio je prejel najvišjo nagrado, absolutno nagrado, oziroma absolutni zmagovalci v klasični glasbi komornih skupin v Puli, eno prvo nagrado v Trstu in pa drugo mesto na enem izmed najmočnejših tekmovanj v Castelfidardu. Harmonikarski orkester pa je prejel 2 srebrni nagradi, eno leta 2007 v hrvaškem Pulju, eno pa leta 2010 v Trstu. Naše delo je opazila tudi lokalna skupnost, tako da smo leta 2019 prejeli še občinsko priznanje za kulturne dosežke v občini. Vzporedno z glasbenim poustvarjanjem smo v društvu od ustanovitve naprej, torej od leta 2005, začeli z organizacijo mednarodnih srečanj harmonikarjev, najprej prvih 5 let v Moravskih Toplicah, potem smo se preselili v Beltince ob ustanovitvi Beltinske glasbene šole in od leta 2017 v Murski Soboti. V 20 letih so se nekateri člani društva in orkestra zamenjali, nekateri so vztrajali oziroma vztrajajo še vedno, tako da bodo danes prejeli tudi priznanja za delo v orkestru. Žal pa smo se letos poslovili od enega bivšega člana, Alena Pivarja, ki se je sicer nezvrstno ponesrečil v letalski nesreči, ampak to omenjam predvsem zaradi tega, ker bi moral biti danes za mešalno mizo tam gor kot tonski tehnik. Ob tej priložnosti naj se najprej zahvalim vsem, najprej staršem, ki ste nekoč te člane, ki so bili še otroci, vozili na vaje, tudi na tekmovanja in nastope, in pa seveda vsem sedanjim družinskim članom vseh članov društva, ker ti delo v tej dejavnosti zahteva ogromno odrekanja in pravzaprav najbolj člani družine to občutijo. Zahvala tudi mestni občini Murska Sobota, ki nas od leta 2017 tudi finančno in sicer s pogoji podpira pri organizaciji mednarodnega srečanja Pannonia Accordeon. Prav tako Zavodu za kulturo, turizem in šport z gospod Brigito Prehavec na čelu, Mladinskemu informativnemu kulturnemu klubu in pa Pomurskemu muzeju, ki prav tako pomagata pri organizaciji srečanja. Občina Beltinci in Pomurske lekarne nas od vsega začetka tudi finančno podpirata. Ob koncu pa seveda zahvala današnjim gostom, harmonikarskemu orkestru iz Leibnica, s katerim sodelujemo
v zadnjem času, v soboto smo nastopili pri njih v mednarodnem koncertu, danes nam oni obisk vračajo in pa vrhunskemu orkestru, ki mu boste prisluhnili sedaj, harmonikarskemu orkestru iz Novega Sada. Že oddelek srednje glasbene šole v Novem Sadu je v nekdanji skupni državi bil neka gonilna sila, kar se tiče izobraževanja na klasičnem področju z harmoniko. V tem orkestru sta igrala tudi dve osebnosti, ki sta z Prekmurjem močno povezani. Slavko Šukler, skladatelj, je napisal tudi nekaj del, prihaja iz Prekmurja, in pa Ištvan Varga, upokojeni glasbeni pedagog, ki je učil na Murskosoboški šoli in katerega učenci smo pravzaprav tudi danes bomo na odru. Tako da orkester deluje že od leta 1951 in je, kot sem večkrat že povedal, pobral vse, kar se je dalo na vseh tekmovanjih in res smo veseli in hvaležni, da jih lahko danes tukaj gostimo. Ob koncu z veseljem zremo in optimizmom v prihodnost in vam, spoštovana publika, obljubljam, da bo tovrstnih dogodkov v Murski Soboti še več. Hvala. V nadaljevanju bomo slišali gostujoči orkester, ki deluje pod okriljem Akademskega kulturnega društva Univerze v Novem Sadu Sonja Marinković. Orkester redno deluje od leta 1951 in sodi med najstarejše na svetu. Oddelek za harmoniko na Srednji glasbeni šoli v Novem Sadu je bil v nekdanji skupni državi Jugoslaviji gonilna sila razvoja na področju uvajanja tega instrumenta v tokove klasične glasbe. Izjemna natančnost in občutek za zvok orkester odlikuje še danes, kar se odraža v dosedanjih uspehih na mednarodni ravni. Orkester je namreč pod vodstvom bivše dirigentke Milane Baračkov in sedanjega umetniškega vodje Gorana Peniča prejel praktično vse najvišje nagrade na mednarodnih festivalih in tekmovanjih. V orkestru sta v času izobraževanja sodelovala tudi skladatelj Slavko Šukler in pedagog Ištvan Varga, ki sta v pokrajini ob Muri pustila vsak svoj pečat. Šukler je uveljavljen skladatelj, ki je nekaj del napisal tudi za novosadski orkester. Delo upokojenega glasbenega pedagoga Ištvana Varge pa se odraža tudi v današnjem večeru, saj bomo na odru slišali tudi njegove nekdanje učence. Prisluhnimo torej vrhunskemu harmonikarskemu orkestru iz Novega Sada.
uživati v visu koji smo spremili za vas. To će biti Straussov recimo. Pa ćemo malo zajedno da plešemo.
Preden bomo slišali še domači harmonikarski orkester, pa na oder vabim vodjo soboške območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Iz njenih rok bo namreč Društvo harmonikarjev prejelo občinsko priznanje ob 20. obletnici delovanja. Člani soboškega harmonikarskega orkestra bodo ob tej priložnosti prejeli tudi priznanja Vinka Štrucla, ki jih Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje aktivnim glasbenikom v ljubiteljskih instrumentalnih zasedbah. Priznanja bosta podelila predstavnika soboške izpostave sklada Nataša Bruc-Šiftar in Aljoša Obad. Najprej bomo podelili bronasta priznanja za več kot 10 let sodelovanja v društvu, v orkestru. Bronasto priznanje prejmejo Boštjan Baša, Denis Dimitrič, Domen Baša, Primož Zavec, in Nikolaj Zver. Srebrno priznanje za več kot 20 let igranja v orkestru prejmejo Matjaž Balažic, Sandra Zernec, Mihaela Zver, Vid Ščavničar, Dejan Prasel in seveda Matej Zavec. V imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in v imenu Mestne občine Murska Sobota, gospoda župana Damjana Anželja, iskreno čestitam harmonikarskemu orkestru Murska Sobota, ki že 2 desetletji vztraja s harmoniko, razveseljuje občinstvo od blizu in daleč. Vse dobro jim želim tudi v prihodnje in še naprej veliko ustvarjalnosti. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. Sedaj bomo prisluhnili še domačemu soboškemu harmonikarskemu orkestru pod vodstvom Mateja Zavca. Od vsega začetka je posebnost tega orkestra pestra zasedba instrumentov, saj zvok harmonike podpirajo tolkala, bas, flavte in klarineti. Orkester je tako po edinstveni barvi zvoka postal nekaj posebnega. V preteklih letih pa smo ga lahko slišali na številnih nastopih doma in na tujem. Kakovostno delo so opazile tudi strokovne žirije na mednarodnih tekmovanjih v Trstu in Puli, kjer je orkester obakrat prejel drugo nagrado. Leta 2019 pa je društvo s strani Mestne občine Murska Sobota
prejelo občinsko priznanje za uspešno delo na področju kulture.
zadnjo skladbo se vam, dragi obiskovalci, zahvaljujem za vaš obisk. Obenem se v imenu Društva harmonikarjev zahvaljujem Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota za soorganizacijo in Mestni občini Murska Sobota za podporo pri aktivnostih društva. Vse prisotne pa vabim, da se udeležite dogodkov v okviru 19. mednarodnega srečanja harmonikarjev Pannonia Accordion, ki se bo v prostorih gledališča Park in Soboškega gradu odvijalo od 15. do 17. maja letos. Po odigrani zadnji skladbi ste vljudno vabljeni na kozarček in klepet v avli gledališča. Hvala za vaš obisk in prijeten večer še naprej.